sem Polona, sem mlada zdravnica, sicer kirurginja, 2 leti po specialističnem izpitu iz splošne kirurgije, delam pa na Jesenicah. Drugače sem mama 3 otrok. Sem bila v bistvu tudi uporabnica zdravstvenega sistema, ker sem v bistvu utrpela akutni miokardni infarkt. To je pač nekaj, kar res ne pričakuješ, pri 34 letih. Spomnim se tiste noči v Cimu, da si v bistvu polne funkcije skrbnika 3 otrok, moža, družine, vsega, kar naenkrat privezan na posteljo in niti vstati ne smeš, da bi šel na WC. Kirurgija je ena taka super stvar. Vidiš otroka s polomljeno roko, deformirana, roko lepo reponiraš, daš v gips in po 3 tednih roka čudežno dela. In to je njega božjega občutka. So pa seveda težke stvari, ker imaš ljudi, ki so zelo, zelo bolni, pa veš, da tudi v bistvu z ne vem kakšnim angažmajem jim ne boš mogel pomagati. Nedavno smo imeli primer fanta, je mlad v bistvu zbolel za v bistvu mladostniško zelo netipičnim rakom in je v zelo napredovali fazi tega raka. Ta stvar te spremlja, tudi potem, ko greš domov iz službe, tudi potem, ko daješ otroke spat, razmišljaš o tej stvari, jo nosiš s sabo, ne moreš jo odklopiti, tako kot takrat, ko se odštemplaš iz službe. Se zgodi, da jokaš s pacientom skupaj. Se zgodi. In to pacienti čisto razumejo. In moram priznati, da tudi kar dobro sprejmejo. Problem, ki ga opažam v našem zdravstvenem sistemu, je predvsem problem organizacije. Recimo, če je en človek v urgentni ambulanti, pa če ima za pogledati 90 ljudi, bo dekompenziral slej ko prej. Če se to razporedi na 3 zdravnike, bo šlo. Ampak problem je, da ni zadosti zdravnikov, ali pa ni zadosti ambulant, da bi lahko vzporedno delali, ali pa ni zadosti spremljevalnega osebja. Zavarovalnica da denarja za določeno število operacij in ko mi opravimo vse te operacije, pač je vreča prazna in bolnica, kadar nihče ne dobi nobenega plačila, niti materiala, ničesar. In če zavarovalnica ne da denarja, potem mi ne moramo delati več programa, več dela, da bi pač se te čakalne dobe malo skrajšale.